Evo nas na planini. Še malo hodimo. Je pa vroče. Pa težki ruzake imamo. Da. Še malo pa pomaga. Še kakšna, koliko še pol urce. A ne Timi? Evo, smo na pašniku. Pa naša kučica. Naš prvi dan na planini. Pasemo ovce. Gospod nam še vse pokaže. Tule imamo odvračalnik za volka. Neki oblaki so se naredili. Drugače je že kar strmo, zato sem dolgo zadihana. In evo, ovčke so šle gor, pa se bojo pasle veselo. To smo pa mi. A lahko jaz to malo posnamem zdaj? Snemi. Torej, volk je šel kar tle čez. Ja, te notri šel. Samo te ležice so bile pa po koncu. So pa še ostale, se če ne bo to ostalo, ki šel notri. Ajde! Evo, ovčke ubogajo šifeta. Mogoče treba parkrat zopet, ampak grejo. Pridne. Jih bomo dali v notranjo ograjo, ki je zaščitena pred volkovi in ostalimi velikimi zvermi. Tako da, bec domov. Evo pa šibajo. Gremo. Kako cool, ne se hecat. Glej to, glej kaj grejo. Glej jih. Ajde punce, gremo, fantje. Gremo! Letejo. Je rekel gospod, da malo mrzlo rata, ko si 2 uri primeru. Pa na srečo sem se oblekla, ker rata ure mrzlo. Evo, gremo ovčke pas, prvo jutro. Malo zelo mora biti glasna, če slučajno kakšen volkec. Spali smo bolj tak, ker smo včeraj 5 zakurili in je bilo ful vroče. Mračal. Ovčke grejo pa že gor pridno, evo jih pri vratih, kako so pridne. Med vas Boštjanom pa tudi šivam. Evo, danes se je napovedano neko slabo vreme, bomo videli kaj bo. Pastirna je same pusto, da greva, tako da, to je že dober znak. Evo. Letimo, drbimo. Kje ste, ovčke? Gremo. Pridite. Bec. Sprejma, se umaknemo, ne je rekel. Gremo, se umaknemo. Ja. Evo. Gremo pa kar na cesto. Ja. Da bomo malo pregledali. Evo, pregledujemo, če je karkoli. Pa lahko greva še pogledati, ja. Jih mora kje poklicati? Evo, ovčke še čakajo. Naredimo inšpekcijo. Bec. Idemo še zdaj pogledati. Da vidimo, kaj se bo. Kaj scivno. Preveriti mora, če je karkoli v grmovju. Pastirje, novodobne. Po mojem, da je v redu, ne, če ne bi že tako šel ven. Jaz pa njega.
Bravo, super. Ajde, šibaš. Gremo. Ej, bac. Ej, gremo. Evo, ratala je. Jej. Šle so ovčke. Gužva na vratih. Ojoj, kako so cute. Joj. Evo jih. Še enega malega imamo. Joj. Aj si ti, Janor. Evo. Tole je naš pastirski stan. Direkt pod toscem, pardon. A zdajle se nekaj pripravlja. Bomo videli, kaj bo. Čez kakšno urco moramo ovčke vam peljati. Jih tam ne bom spustimo na vratih za hiško. Nekaj pa tule malo zapit. En hlevček. Nehmo noter zapremo, če bi bilo sila. Tak, lično. To sta se gospod pastir Anton pa njegov sin naredila ročno. Imajo zelo 3 leta. Tole ograjco moramo zapirati. Da slučajno ne bi pa lovčke bile pri nas. Evo, še solatka raste. Razgled prve lige. Naša zunanja kuhinja. Še WC imamo. Noter je notranja kuhinja. In pa tamle spalnica. Lepo. Pečko imamo. Evo nas. Takle imamo. Mir. Drugače še kar nekaj planincev, drugače pa čisti mir. To je to. Sem se pa pogovarjala z pastirjem. Niso lih ljubitelji volkov, se je razumljivo, so imeli že kar nekaj incidentov, kjer so jim volki pojedli ovce, poklali ovce. Mislim, da jih je bilo največ 22 ali 20 naenkrat, kar je kar grozno za pastirja. In finančno in čustveno. Tako da mi je žal za to. Se pa trudimo s takimi projekti, kot je varna paša, ne? Da bi lahko v bistvu omogočili sobivanje. Ni pa tako lahko, no, to lahko razumeti in tudi, da bi vsem ugodil. Tako da razumemo obe plati. In tiste, ko bi radi imeli naravo, pa volkove, velike zveri, med njimi tudi jaz sem taka. In tiste mi, ko bi radi preživeli od tega in imeli pastirstvo. Ja, ni tako črno-belo, ampak je malo težje za razumeti, no, in pa tudi kaj narediti glede tega, ampak lej, se trudimo, zato smo tudi v okviru varna paša tule, postavljamo elektroograje, pomagamo pastirju past, da malo dobimo izkušnjo, da vidimo, kako je. In to je to, se trudimo. Gremo past ovčke, sicer pol urice prezgodaj, ampak so se že pridno nabrale. In pa se kdaj upamo, da jih bomo dobili ven, pa nazaj preden se nam uščija, pa začne grmeti. Evo, spravili smo jih ven. Upamo, da bojo nazaj prišle pred nevihto. Ne bomo povedali, kako je v nevihti biti. Ampak upam, da bo vse v redu. Imamo balerine pripravljene. Smo pripravljeni. Zdaj to. Glejte to. Kakšni oblaki. Pa naše ovčke. Pridne. Tudi to je del športa, evo. Gremo! Gremo! Ej, gremo! Evo, dobo nas je dež.
Zdaj moramo nad pečko sušiti čevlje. Ja, nisem majte. No, ajde. Ampak ful ne bo gledati se špit tam ne zmogla. Se tak na dnevno kot vse. Dobro jutro. Evo, mi smo preživeli noč. Celi premočeni. Sicer cunje se niso nič poslušale, oziroma cunje so se malo. Šuhi so še čist gnili. Tako da je treba zelo mokrat zakar. Malo me požulo, ampak okej. Ovčke se pasejo. Mi imamo pa čudovit razgled. Sonček še ni prišel. Ovčke nas že čakajo. Pridno pri vratih. Sol smo že zatresli, da bomo imeli pol za sladico. Ograjo bomo preverili, če še stoji, da ni včeraj veter prepihnil. Sicer smo že gledali, no. Ampak dam še enkrat. Pa bo to. Gremo na zajtrk. 2 urci pasimo, ko včeraj niso šle prav za dolgo ven, ker nas je dež dubo. Pa gremo pa na zajtrk. No, še enega dolga člana dobimo. Še enega pride. Tako da bomo bolj gužva. Pa se bo že dal. Evo nas. Planine so pa čudovite. Ovčke se pasejo. Pa sončni vzhod. Kaj češ lepšega. Evo, pa že malo so se me navadile. Ja. Ja, super ste. Gremo. Malo prostora rabim, da do vrat pridem. Gremo. Ja, super. Gremo. Oj, miškice. Oj. Gremo. Ne se me bat. Gremo. No. Ključavnico treba odpreti. Ja, nič ne. Spusti nas ven. Kaj čakaš? Gremo, ljubice. Gremo. Hopala. Gremo. Pridne. Ja, koliko smo pridne. Gremo. Le, kako so pridne. Pa zdaj so se me že navadile. Ne pomen skakati. Kaj, miške? Pejte jest, dajmo. Gremo jest. Ljubeki, ne me grist. Ojla, ja, lepo ste. Lepe ste. Zelo ste lepe. Pridne ste. My new hobby. Ali fino. Dobro jutro. Včeraj nas je malo manj napravil, kar zadnjič. Sva z Boštjanom prej predvidela, da bo dež. Tako da smo jih prej začeli zganjati. Ampak so leva neki trmaste in niso hoteli, čeprav so jih skoraj 2 uri pasla. Ampak, ker sem rekla, prvič gremo, so se pogledali med sabo pa rekla, be. Pa niso hoteli iti. Po mojem so se zmenili med sabo, ker res 3-krat zablejajo in so vse zmenjene, vse grejo v drugo smer. Tudi zadnjič smo eni dali kruh, zdaj vse vejo, da jim dajemo kruh, tako da vse do mene hodijo.
pa me gledajo, če bom kaj dala. Tako da po mojem se kar v redu to zmenja med sabo. Ampak drugače je pa v redu noč bila, malo je dežval. Zdajle je zelo lepo jutro, takole izgleda. Imamo svoje morje. Megle spodaj v dolini. Sonček se bo že pokmalu pokazal. Ovčke so na paši. Smo se pa pogovarjali včeraj, ja, takole, ko jih merkaš, se ti res prirastejo tih srcu živali. Se ti vsaka, ampak vsaj meni no. Tako da sem se res že pol razmišljala, niti vse glih ne, če bi zdaj prišel pa kakšno raztrgal. Tako da, zato so taki projekti varna paša toliko bolj pomembni, ne, da pridemo pastirjem, kmetom nasprot. Ker koncev, jaz se so odškodnine sam. Jaz ne bi rada videla, če bi bilo to moje živali, da bi mi poklali ovce, da bi bilo odškodnino, to je to. Ne, dejansko tle se pa nekaj dela, ne. Zaenkrat uspešno. Ograja stoji, vsak dan jo preverimo, vsak dan preverimo napetost. Tudi mi smo pač prisotni. Zvečer res poskrbimo, da so ovce v manjši ograji, zato da je napetost res najvišja, kar je možno. Zjutraj preverimo, da je pašnik varen, preden jih spustimo. Tako da, se da. Je pa res več dela, ampak, ja, če hočemo sobivati z velikimi zvermi, je to to. Verjamem pa, da se marsikomu to ne da, pa da se mu zdi nesmiselno, sploh glede na to, da so bili včasih navajeni, predvsem tule, v tem alpskem svetu, v bistvu ovce imeti kar same, ne, par mesecev tule gor. Čez poletje prosto so pasle se, kjer so se hotele. Jeseni so jih pobrali pa dol peljali. In zdaj tega ne več možno na tak način, ne. Tako da verjamem, da marsikomu se to zdi nesmiselno, nelogično. Ampak ja, če pa hočemo imeti kakor toliko divjo naravo, mislim divjo. Če hočemo imeti kakor toliko narave, ne. Pač treba malo kompromisov narediti, tako nikoli ne bomo vsem zadovoljili. Tudi včeraj smo pol razglabljali na dolgo in široko. Ampak vedno se nekdo najde neko bolj na koncu ugotovi, da ne vem. Za njega pa ni tako optimalno, kakor je bilo včasih, ja, pač malo prilagajanja. V Afriki, na primer, so ljudje, je bi pač to normalno, ne, da sloni hodijo okoli po mestu, divje svinje, da lahko lev pride v vas. So pač s tem odraščali gor, pri nas je bilo pa tako, da je bilo pa vse glih, so bile živali iztrebljene, ne, v nekem obdobju totalno. In smo se v bistvu malo razvadili pol, da v nekih delih ni bilo prisotnih velikih zveri, ne. Tako da je zdaj malo težji sprejeti pol, da so zdaj pa nazaj spet po dolgem cajtu. Ampak mislim, da vse glih pastirji, kakor so Anton, so pol res dober zgled, ne. Da se da, da sicer je treba malo prilagajanja, malo inovativnosti, malo zelo dobre iznajdljivosti, vsa čast gospodu, ampak da se da. Ovčke takole v miru se pasejo nazaj na planini, skrbijo, da so naši ekosistemi, travni, gorsko-planinski travniki popaseni, da lahko uspevajo določene rastline, da se ne zarastejo v gozd, da lahko uspevajo različne živali zaradi tega. Konec koncev, da ohranjamo pastirstvo, ne. Ker je tule to že prisotno več 100 let. Tako da res upam, da bodo tudi drugi videli primere dobre prakse, videli, da se da in da bomo uspeli. Dobro jutro, še en dan pred nami. Nekaj se bliža, bo malo bo dežek, tako da upam, da se bo lahko do cajt napasle, dokler se ne bo uscalo. Sem pa razmišljala, ja. Vsak dan gremo takole preveriti, da slučajno ni narobe z ograjo.
zaenkrat vse deluje tako, kot mora, tako da sem ful vesela. Je pa res, da mora biti nekdo tu. En pastir mora biti tu, da so da preverijo ograjo, danes po noči je res pihal. In je bila tam ena palca mečka bolj poležana, nič takega, ne bi bilo nič narobe z ograjo, ampak samo to, da si tu pa da preveriš, da v bistvu nazaj poravnaš, preveriš, če so ovčke v redu. To je to. Backa sta že precej močna, se že igrata med sabo, že gresta malo dlje od mamic, jih že kregajo. Ostalo pa zgleda super. Edino tistile oblaki pa bojo dež, ja. Tole pa prav vedno hitrejš gre čez tistele hribe, tako da bomo videli, kaj bo. Vsaj tako, da se vsaj ene pol urce ne futrajo, čeprav mislim, da grejo tele oblaki hitrejš kot pol urce. Da bo hitrej kot pol ure tule. Bomo videli. Danes sem si pa prvošla en vzpon na Tost in sem jaz ob pol 12. Evo, se odločila, da šibam, preden bo kakšen slab vreme, da izkoristim dan, pa da vem, kak je na Tostu, če sem že po njemu. Da sem letela zdaj levo in sem gor prišla. Pa je, se v tem mestu zdi tudi pomembno, da poudarim, da vedno več nas je v hribih, vedno več delimo to ljubezen do hribov in do narave, do visokogorja. In je zaradi tega tudi treba potem v bistvu še bolj imeti v mislih, kar večinom verjamem, da ima, sploh ko smo tlele gor sami dobri ljudje, da je treba smeti pobirati, da hodimo po označenih poteh, da ne taptamo okoli, da ne vznemirjamo živali, da ne delamo selfijev s kozorogi, če so tam počivajo, ne, ker vseh so tle kar hude razmere in praktično živali res delajo minimalno, zato da pošparajo z energijo, tako da če jih vznemirjamo ni najbolj fajn. Tudi za tistega selfija se ne splača, ne, da pa pokažeš prijatelju, da si gamsa videl, pa mu greš gor do nosa se slikati z njemu, da ne smetimo, da smo spoštljivi do rastlin, da jih ne trgamo, da ne teptamo, da pozdravljamo druge, da smo prijazni, ker vse glih je fajn, da se imamo vsi fino v gorah, da gremo z nekim pozitivnim navdušenjem gor, z nekim pozitivnim duhom, pa gremo tudi dol taki, pa da tudi druge ljudi, ko srečamo, pustimo, da uživajo, da smo primerno obuti, oblečeni, ne. Evo, klobučk, gojzari, orang na hrbtnik, vode dost, hrane dost, pogledala sem vreme, zato da nas ni pa treba dol spravljati, ne, v dolino, so se kako legli. S tem pošparamo marsikomu del, pa preglavice, pa nevarnost jih spravljamo. Tako da, en tak lep odnos do narave, do živali, rastlin, okolja. Skalni treba kar tako predstavljati, ne, ker vse so tam tudi neki živali imajo dom. Pa je super, ne, pa ostane še za naslednje, ko pridejo za nami lepo. Pa tako mora biti, da lahko uživamo v zgledih, evo. Pa tudi, da vse glih ne objavljamo, mogoče lih lokacij. Lih lokacij, kje smo točno, ker vse glih množični turizem je prisoten, sploh zdajle, ko živim tule, blizu Triglava, je kar noro, za mano, je kar noro, koliko ljudi gre gor. Kar tudi vpliva, ne, tudi če nočemo, da vpliva, če gre vsak dan 300 ljudi gor na Triglav iz različnih smeri ali pa 400, je to vpliva, ne. Tudi če se vse dela po planu, pa tako more, tako da dajmo se tudi izogniti množičnemu turizmu, se ne rabe vsi vedeti točno, kje ste, v katerem času, v kateri uri, kje je točno lokacija, vsi vaši prijatelji, tako da pa nekaj dobrega naredimo, a ne za naravo. Konec koncev tudi za nas same, ko vemo, da smo prispevali. Tako da, čau. Evo, jaz si lih grejem večerjo. Danes ne greva na pašo, sva same z Ano Marijo ostale, ker so vsi šli, ker bo jutri menda ful slaba napoved, tako da so danes pol izkoristili, da grejo. Dobili so tudi en obisk od Mihata, od tega, ko je zadolžen za tati projekt Varna paša. In nam je prinesel sadje, pa kruh, pa kaj je še prinesel, pa rogličke čokoladne, tako da je bilo prav fino. No, se posladkati,
pa malo, pa se že zelenjavo, tako da je bilo prav fino. V bistvu začneš tako čist druge stvari ceniti. Kot le pač ne ješ makarone pa neke polivke, ki so v bistvu že prej pripravljene. Tako da je prav fletno. Tako da, shout out to Miha, ki je prinesel. Pa še kar težko je bilo, tako da hvala. Sva pa danes se odločili, da ne gremo na pašo, ker je res grdo, grmi, sicer na uro, ampak ker je zabito okoli in okoli. Tako da nočem riskirati, da jih ven sprava očke, ne, čeprav nama ne kličejo. Pa prosijo, če gre lahko ven. Ampak v bistvu sva se odločili, da danes ne. Da ne bo slučajno lih ven prišle, pa bo začel pol na pol natreskati. Ko pol ne grejo nazaj noter. Ko so one enkrat zunaj, njih ne moti dež, njih ne moti veter, ne moti jih strele. One se pač skupaj postavijo, pa glava dol. In to je to. One so lahko temne. Medtem ko pač jih mora noter spraviti. In pol to ne gre. Tako da, to je to. Jaz si kuham večerjo. Je že na šporhetu. In knjigico. Tako da. To je poročilo starina za danes. Je pa fino, je hladno. V sosednji dolini so menda včeraj spet volkeca videli, ko je šla danes Ana tja po mleko, so rekli. Mi imamo na srečo mir. Pastirja preverjajo vsak dan, zaenkrat deluje. Na zvezi z pastirjem so tudi vsak dan, da pač mu poročamo, kako pa kaj je, pa kako se dogaja. Ampak, ja, brez posebnosti. Vse super. Tako da, se vidimo. Dobro jutro. Danes zjutraj je bilo malo megleno. Tako da čule so me. Danes zjutraj je bilo megleno. Tako da smo malo počakali, da slučajno ne bi umegli. Zdaj se je pa razkadil po pol ure. Tako da greva. Greva on. Ja, boljš. Definitivno boljš. Letima. Letima. Evo jih. Pridno čakajo. Tako zgleda, kot te nestrpno pričakujejo, ne? Najbrž se tako počutijo slavni ljudje. Čeprav se mi zdi, da tudi malo obsojajoče gledajo, kje sva toliko časa. Gremo. Ajla pikice, gremo. Gremo. Ana, v napačno smer grejo. Sem mislila, da bojo sol dobile. Jok, brate, najprej ven past. Ovčke so. Ovčk ni. No, zdaj pa ti najdi ovce. Otakmole. Ko ne vidiš 3 metre pred sabo. Še telefon ne ve, kako bi zameral. Torej, zakaj je v bistvu sploh vse to? Zakaj je sploh projekt Varna paša? Po eni strani, zakaj, ne vem, nekateri sprašujejo, zakaj ne pobijemo vseh volkov, ko so tu na Gorenjskem. Po drugi strani eni sprašujejo, zakaj sploh rabimo metovce gor na planinah, ne, da to ni naravno. In potem probamo pač najti kompromise. Nikoli ne bo vsak zmagal 100%, ampak kot prvo pastirstvo je prisotno tu že vsaj 100 let, najbrž več. Tudi ko mi je gospod Anton razlagal, je pač tudi njegova bica, torej babica že pasla. On pase že toliko časa in je v bistvu to
del kulture, kulturne dediščine slovenske. Tudi v bistvu ovce s tem, ko pasejo, preprečujejo zaraščanje, da bi se tudi pač travniki zarasli z ruševjem. S tem ohranjajo habitate za druge živali, metuljčke, hrošče in tudi pač druge rastline, ki ne bi mogle preživeti tu, če ne bi bil tu travnik, ampak so pač travniške rastline gorske. Sicer po drugi strani pač tudi dodatno imajo pač zelo selektivno pašo, ne? Nekatere rastline res pojejo do konca, nekatere rastline ne, kar mogoče ni najboljš, ampak it is what it is, je kar je. Po drugi strani tudi pač dosti gnijo, kar načeloma tudi za visokogorske pašnike ni potreba, ampak okej. Pač tudi to je v bistvu, verjetno so se rastline že kar prilagodile na to s tekom evolucije, tekom časa, glede na to, da se to že dogaja nekaj časa, ne, ta paša. Po drugi strani pa, pač zato je to dobro, da imamo ovčke, pa da pasemo, da se to tradicija ohranja. Po drugi strani pa, zakaj je volk dober? Ker je vrhovni plenilec in so bili že primeri, ko so na primer vrhovne plenilce odstranili popolnoma iz tistega okolja, iz tistega ekosistema in je prišlo do zloma ekosistema. Kaj to pomeni? Plenilci, kot so volk, nadzorujejo plenske vrste, ki drugače bi pač preintenzivno objedale, oziroma bi se tudi drugače zadrževale, kakor se, čist spremenijo svoje vedenjske vzorce, naprimer, če ni plenilcev, oziroma če so. No, skratka, spremenijo svoje vedenje. In je vpliv, definitivno je vpliv plenilcev. In tudi, naprimer, če bi jih zdaj čisto odstranili, bi bile posledice, ne. Zato pač volkovi so prisotni. To je naravna prisotnost je pač ključna za zdrav ekosistem. Zdaj so debate, da ne jih pustijo na Gorenjskem, pa odstranijo na, ne vem, oziroma da jih ne odstranijo na Gorenjskem, pustijo na Kočevskem. Pač, meni se to zdi, da nismo mi zdaj ljudje tisti, ko bi lahko si zdaj vsak posameznik odločil, kako bo pa z naravo, ne. Se mi zdi, da to pač je vse glih narava višja od nas, večja od nas. In da si ne smemo kar te pravice lastiti. S tem, da pač volkovi so se sami preselili sem, dispergirali so v te kraje, sami, po naravni poti. In tudi če bi zdaj, naprimer, ta trop tu lepo bil, bi še vedno prišli, mogoče ne čez naslednjo leto, ampak slej ko prej, ker so to vse glih take vrste, ki lahko se pač preselijo res velike razdalje. Poglejmo primer Slavca, volka Slavca, ko je prišel iz Slavnika praktično do Salzburga gor, pa potem nazaj dol do Italije in tam ustvaril trop. Tako da pač ne moramo zdaj mi ljudje vplivati na to, kam bojo volkovi pol naprej dispergirali, tudi če jih mi damo stran. Pa tudi pač ključni so za ekosistem, ne, kot vrhovni plenilci. Tako da zdaj, kar je opcija, je to, kar zdaj trenutno delamo, da se gremo primere dobrih praks, varne paše, postavljamo elektroograje, imamo pastirje, imamo pastirske pse. Mogoče ni čisto vsak teren primeren za neke rešitve, se pa pol probajo pač najti druge rešitve in to se mi zdi zdaj ključno. Pa tudi pač strpnost ljudi, razumevanje ljudi, predvsem znanje ljudi, ne, ker marsikdo že to razume in je tudi sprejel volka. In v bistvu pač, ja, več energije pa truda vloži, ne, zato da lahko ima svojo čredo, ampak gre. In s tem prispeva k ohranjanju naravne dediščine, kulturne dediščine, ohranjanju narave, biodiverzitete, kar je pa tudi, ne. Ker so vse take kunštne besede, zelo fancy besede, ampak v bistvu je to res ključno. Sploh zdaj v tem, ko se vedno več suš dogaja, vedno več požarov, vedno več naravnih katastrof, ne, je to, da ohranjamo zdrave ekosisteme
ključno. In za naravo, in za nas. Tako da, malo v razmislek. Evo, danes je zadnji dan paše zame. Moje ovce se komi vidi, ampak šibajo. Gremo! Dobro jutro. Četice grejo za mano. Gremo! Evo jih, kako so pridne. Pridne. Bačka sta prišla po svojega sovrstnika, pa je še malo premali, da bi se igral. Ker je včerajšnji. Eden je star, drugi 6 dni, eden pa majčkeno več. Gremo! Gremo! Ja, ker gremo! Gremo! Pridne! Kako smo pridni! Gremo! Stampedo! Zadnji pozdrav pastirski. To je to. Moja gorska reševalna, ko smo prišli iskat. In čau bau ovčke. Čau bau. To je to. Zaključili svojo pastirsko kariero za zdaj. Pa se vidimo prihodnjič.